Spoštovane, spoštovani, dober večer. Dobrodošli v oddaji Na glas. Nocoj se bomo preselili na Koroško v občino Vuzenica, kjer trenutni in nekdanji župan na zadnjih volitvah sploh ni imel konkurence. Torej, kaj se pravzaprav zdaj v občini dogaja oziroma se je dogajalo v tem prvem letu mandata, kakšna je vizija za prihodnost in kje tičijo morebitne težave ali težava, bom nocoj govoril z gospo Sento Lorenci Kričej, direktorico Turistično-informacijskega centra Vuzenica, z seveda županom občine Vuzenica, gospodom Franjem Golobom, s podžupanom občine, gospodom Srečkom Lampretom in gospodom Sašem Verdnikom, tajnikom občinske uprave. Dober večer vsem skupaj. Dober večer. Gospa Lorenci Kričej, ste edina dama, nocoj pa bi vas vseeno prosil, če lahko začnem z gospodom županom. Hvala lepa, se vam opravičujem. Torej, moral sem z vami začeti, ker sem vas napovedal kot župana, ki ni imel konkurence in mene pa prav gotovo, spoštovane gledalke in gledalce, sigurno zanima, kje je skrivnost, da na lokalnih volitvah kandidat za župana ali županjo nima konkurence. Ja, zdaj izdati ključ, kako do tega priti, je skrivnost, no, to malo v šali. Mogoče kakšen bombonček samo. Morda pa kakšen bombonček, no, jaz bom govoril o dejstvih in z tistega, kar sam izhajam. Ni bil samo mandat 2018 na volitvah, tudi eden, že pred 2014 sem bil edini kandidat. Torej, odgovor je preprost, če delaš dobro, te ljudje znajo nagraditi. Če se trudiš, če si odprt, predvsem pa je tudi morda, ne da sam pozivam, če bom še v naslednjem mandatu kandidiral, da se tudi drugi odločijo za to pot. Vsi tisti, ki imajo volilno pravico, imajo pravico tudi kandidirati za funkcijo župana. Vemo, da so lokalne volitve, kar se tiče županov, večinski sistem. In prav to ljudje vzamejo za svoje in seveda se odločajo o kandidatu, kateri bi bil primeren za vodenje pomembne skupnosti. Mi smo ena manjših občin, tudi na Koroškem, in seveda je delo, ki ga lahko upravljaš, samo tisto, kar ti je pravzaprav odmerjeno za svojim delovnim časom, ali pa si ljudem na razpolago, da lahko rečem 24 ur plus noč, v šali tudi tako. Seveda ko sem pričenjal prvi mandat 2010. leta, takrat je bila konkurenca kar močna. Ampak, ko pričenjaš mandat, moraš začeti delati tudi nov mandat, če ga želiš. Se pravi takoj, če vas prav razumem. To je ena izmed skrivnosti, ki jo sigurno imam. Pravzaprav moraš biti pa odprt in ne samo takrat, ko se podajaš na volitve z svojim volilnim programom, ko imaš srečanje z občani in občankami, to moraš delati skozi celotno leto, to moraš delati skozi celotni mandat. In proste obljube ali napisani stavki, ki jih predvsem vidimo na državnem nivoju, na volitvah v državni zbor, pa še kje druge, so po moji oceni večkrat samo prazne obljube. Župan, aktualni in tisti, ki še misli nadaljevati svojo pot, mora imeti jasno vizijo, predvsem pa tiste obljube, ki jih da, jih mora tudi kar se da dobro izpolniti. In to je ključ do tega, da se pač potem kandidati ne odločajo. Če delaš dobro, tipajo tudi seveda tisti, ki imajo željo, da bi zasedli mesto župana, tudi vnaprej. Ali se sploh podati v boj. Seveda sam sem zadovoljen, glede na to, da ko so volitve, ko so soočenje, predvsem se znajo kresati iskre, marsikdaj tudi neupravičene, kaj si naredil, kaj nisi naredil, kaj si slabega naredil, marsikdaj pa takrat se ne pove, kaj je bilo pa dobrega narejeno. In to bi bil po mojem en ključni razlog za to, da že drugi mandat seveda brez proti konkurenta sem prišel na ta prestol in seveda moje delo se je začelo takoj po novembru 2018 uresničevati tisto, kar sem tudi napovedal in upam, da mi uspe skozi celotni mandat
Je pa veliko inu in čejev, ki pa so posledično tudi vezani na to, ali si uspešen pri tistem, kar daješ obljubo ali ne. Prav gotovo. To sem vas želel vprašati, zdaj, ko ste tako razlagali, sem dobil občutek, da, pa me popravite, če se motim, jemljete svojo funkcijo tudi kot neko poslanstvo? Absolutno. No, potem... Precej odgovorno poslanstvo je to, razumete, ker za aktom, ki se mu reče občinski proračun, pa le stoji župan za svojim podpisom in odgovarja pravzaprav za vsako postavko v proračun. In to je poslanstvo, ki ga ne upravlja samo, kot rečeno, v delovnem času 8 ur, ampak ga upravlja skozi celoten dan. In ljudje, Vuzeničanke in Vuzeničani vedo, da sem odprt in da je moja telefonska številka pravzaprav na razpolago 24 ur. Pa naj si gre to čisto za en banalen primer do resnih težav. In to sem jim sam dal možnost, ljudje so to prijeli in seveda tudi marsikdaj pokličejo za stvar, ki se neposredno ne tiče župana, pa nič ne zamerim za to. Če se da rešiti, dajmo rešiti čim prej. No, to pa je zanimiv podatek. Zdaj, raziskave tako podrobno nisem naredil, da si ne bi upal trditi, da je to unikum, ampak prav gotovo je to redkost, da lahko občani in občanke župana pokličejo na, tako rekoč, če sem prav razumel, privatno številko. Službeno, privatno mobilno številko, ki jo imam sočasno enako. Kot rekoč, to sem jim dal možnost, tega se poslužujejo. Marsikdaj je neprijetno, ampak nihče in noben klic, ki ga vidim na mobitelu, seveda se vsakič ne moreš javiti zaradi obveznosti službeni ali drugačnih, nikdar pa ne ostaja tista številka v telefonu, da se ne bi odzval nazaj in poklical telefonske številke, ki so zabeležene v aparatu. Jaz gledam tukaj na Koroškem veliko bolj z srcem in z neko odgovornostjo gledate na te funkcije, namreč nekaj tednov nazaj je župan Radl ob Dravi povedal zelo podobno oziroma dejal, da tudi on svoje županovanje vidi kot poslanstvo, kar pohvalno, da tako rečem, ker se mi zdi, da tega na širšem državnem nivoju manjka. Imate pa, kolikor vem, tudi izkušnje za državno politiko, ste v državnem svetu? Ja, tudi tam sem bil izvoljen. Tu je sistem volitev malo drugačen. Jaz sem predstavnik interesne skupine lokalnih interesov, torej predstavljam vseh 12 občin. Elektronski sistem volitev je prav poseben sistem. Ne glede na to, na politično opredeljenost, ljudje so v prejšnjem mandatu in tudi sedanjem prepoznali, da znam dvigniti glas in zastopati Koroško regijo ključnega pomena, kar se tiče odnosa državne politike do lokalne oziroma lokalne do državne politike, ki se pa v zadnjem času zelo razlikuje. Torej razum ljudi, strokovne podlage, ki pa sigurno župani imamo in jaz mislim, da vedno več mest bi moralo biti v tudi državni politiki strani lokalnih skupnosti, tisti, ki imamo prehojeno pot, tisti, ki bijemo trd boj, zato da so občani pravzaprav tudi izven centra doma, torej občani ali pa državljani. In prav to prednost imamo tisti, kot ste dejali, kar marsikateri župan je tisti, ki se preda svojemu delu in njegovo poslanstvo, ampak to lahko upravljamo, to pa zagotovo manjših občinah, manjših lokalnih skupnostih, velikih mestih si tega seveda župan ne more privoščiti, da bi imel na razpolago 24 ur telefon, da bi prišel pravzaprav na vsako stvar, ki se v kraju in izven kraja dogaja. Verjetno bi tako aparat kot župan pregorela. Tako. Če vas prav razumem, vas potem to dejstvo, da nimate konkurence zadnjih 8 let, tako rekoč, ni uspavalo. Ker tudi to je nevarnost, da človeka, ki nima konkurence, ga to lahko uspava. Niti slučajno. Če bi imel občutek, da me uspava, imam za sabo zelo močno varovalko, to je občinski svet. To so moji občani, ki se tudi fizično srečujemo vsak dan na ulici in na cestah, pravzaprav na cestah na širokem območju 50 kvadratnih kilometrov občine Vuzenica in tudi tam sem prisoten, ne vsak dan, ampak enkrat mesečno definitivno prevozim skoraj vse ceste, se pogovarjam z ljudmi, ampak se ne ustavljam, če se po naključju srečamo, pa sprejmem pravzaprav tisto, kar je vodilo vsakega politika. Mora poslušati in takrat šele lahko gradi svojo politično pot. Tako da veliko poslanstvo, predvsem pa velika obveza. In če bi smatral, da me nekaj uspava in da nimam več toliko energije, da ne bi
uspel vsega tega, kar sem že naštel in kar smo ugotovili, potem definitivno se ne vidim tudi prihodnje, da bi vodil skupnost ali bi se podal na pot naslednjih volitev, ki je do njih še kar precej časa. Torej zdaj, če vas vprašam, prvo leto novega mandata je nekako za vami, zadovoljni, zadeve tečejo po tirnicah, ki ste si jih zastavili, ali so kje kakšna odstopanja? Vedno so kakšna odstopanja, ki pa niso odvisne od župana, niso odvisne od občinskega sveta. Seveda moram reči, da prvo leto tega mandata je glavno vodilo tisto, kar sprejmemo, torej občinski proračun. In občinski svet je naložil županu, da uresničimo cilje, ki smo si jih v letu 2019 zadali. Moram reči, da uspešno, seveda pa je veliko dejavnikov k temu prispevalo, da tudi kdaj pa kdaj kakšna postavka, ki smo jo umestili, ni bila uspešno izpeljana. Ampak tukaj je veliko dejavnikov. Naravne nesreče, financiranje občin, državni, evropski projekti in tu so težave, ki se občine, ne samo občina Vozenica, tudi jaz mislim, da večina občin Slovenije z njimi tudi ubada in ukvarja pravzaprav skozi desetletja in tudi v prihodnjem letu ni videti kaj bolje. Torej z občinskim svetom dobro sodelujete. To je, sami ste že nakazali, občinski svet je ključen, vi predlagate, občinski svet ali sprejme ali reče, to pa nam ni povšeči in tega ne bomo podprli. Torej, kako izgleda zdaj sodelovanje z občinskim svetom? Imate tam koalicijo in opozicijo ali ste vsi na isti ladji? Kako gredo stvari skozi, da tako rečemo, kot si želite, ali so zaviranja, ki si jih morda ne bi želeli in so morda samo zaradi nekih političnih apetitov? Absolutno v obojestransko zadovoljstvo, moram reči. Predvsem zato, ker tukaj pa izkoriščam zdaj priliko, ker ste navezali pogovor v to smer, seveda se moram zahvaliti predvsem volivcem. Občine Vozenica, ki so dali mandat meni, pa tudi občinskemu svetu. Tam pa je bila konkurenca. Bila konkurenca, ampak moram reči, da Vozeničani so zopet izvolili tiste, ki so pač dobili največ število glasov. In zopet je občinski svet občine Vozenica tisti, ki, moram reči, soglasno podpira stvari. Zato je pa potrebno tudi kar precej truda in pa časa. Predvsem, ko usklajuješ najpomembnejši akt, ki se mu reče občinski proračun, akt je sicer županov akt, pripravlja ga župan, občinska uprava, ampak predtem, preden da zapišeš številke, poleg zakonskih nalog, ki jih enostavno moraš izvrševati, so tudi tiste deli, ki jih svetniki zelo radi imajo. Torej, župan, občinska uprava mora predvsem delati na prihodkih. Na odhodkih dajemo, vsi radi delamo. To je isto, ko pri domači plači. Dobiš 1000 enot, 1000 enot ima za porabiti. Otroci imajo večje želje, kot pa ima oče pa mati svojo plačo in tako gre tudi v občinskem proračunu. Izviram predvsem iz tega, kajti prek 20 let sem bil v gospodarstvu in vem, kako se temu streže. In seveda, zato sem se zahvalil volivkam in volivcem, ker so zopet namenili ljudem, ki so v prvi vrsti zaupanja vredni, so dobili mandate, predvsem pa zato, da smo z marsikaterim usklajevanjem predtem, preden da smo pravzaprav sploh začrtali smer, kaj bomo investicijam počenjali skozi celotno leto, imeli kar precej dela. Torej z obiski v volilnih enotah, počrpali pravzaprav pričakovanja, želje občanov in občank, tam sodelujejo tudi občinski svetniki in predvsem skozi naše odbore, ki jih imamo znotraj občine ustanovljene, tudi zunanji strokovni sodelavci, in z njimi uskladili pravzaprav vse preden, da smo govorili o številkah. In potem imamo tudi zelo prijetne seje občinskega sveta v občini Vozenica, ker pravzaprav imamo vse dorečeno. Pa ne zaradi tega, da smo pravzaprav želimo biti všečni medijem, vemo, da so seje tudi javne, prek vaše televizije tudi, da nas gleda širna Slovenija, to je tudi ta možnost. In seveda, če imaš prej usklajeno, bi lahko samo še politično oziroma medijsko nastopal znotraj občinskega sveta, kar pa vidim, da znotraj našega občinskega sveta in tudi z moje strani ni glavni cilj. Veste, glavni cilj je, da narediš tisto, za kar si se boril. In borili so se občinski svetniki, boril sem se sam, da naredim proračun, ki je lahko užiten za vse.
Seveda, vedno več je potreb, želja, kot pa jih lahko uresničiš. Ampak, če imaš eno strategijo, če si začrtaš pravo pot, potem rečem, da se da v enem mandatnem obdobju 4 let marsikaj postoriti. Seveda so pa dejavniki, ki pa lahko močno vpliva na to. In če jim jaz temu rečem. Seveda, potem se moram pa dotakniti že tistega, kar je najpomembnejše za občinski proračun, seveda zakonske naloge strani države do občin, ki jih je vsako leto več, denarja pa pravzaprav manj. In sem zelo razočaran tudi na poslance, ki so ključni pri tem odločevanju, bili tudi tokrat, da zakonska naloga, pa samo eno dejstvo, 54% davka, ki ga bi morali prejeti dohodnine v občinske proračune, in to je zakonska podlaga za to, ga prejmemo predvsem manj, in gledamo na število prebivalcev, približno 70 evrov na prebivalca je morali prihajati v leto 2020, tega ne bo, zaradi tega bomo občine pač prikrajšane za to, da bomo gradili prepomembno infrastrukturo, pa govorimo samo o osnovni infrastrukturi, voda, kanalizacija, ceste so, verjamte mi, najpomembnejše za občinske svetnike, za občane, pa tudi za župane. Če nimaš ceste, ne moreš razvijati turizma, se ne moreš iti podjetništva, gospodarstvo peše in vse ostalo. Tega imamo na Koroškem predvsem veliko še zapovedati okrog 3. razvojne osi, ki je ključna. Seveda to ni občinski projekt, to je državni projekt. In seveda, ko strneš vse tukaj, potem pa še vidiš oviro strani ministrstev, ki ti ali ne dajo možnosti se prijavljati na razpise. Po drugi strani pa, tudi če se prijaviš v tekočem letu, ki imaš na prihodkovni strani planirane sredstva, da boš jih dobil, čeprav smo podpisali pogodbo s partnerom ali ministrstvom, pa v tem tekočem letu svoj delež daš, plačaš pravzaprav izvajalcev, ki ga naročiš celotnih 100%, deleža, ki ga je pa s podpisom pogodbe, moral dobiti, ga pa v tekočem letu ne dobiš. Nikdar si ne bi odpustil, da se je dogajalo to, kar se je dogajalo tudi v glavnem mestu, da župan Vuzenice, občinski svet, naroči delo, preda izvajalcev in tega ne bi v zakonitem roku plačal. In to je tudi ena ključnih stvari. Občina Vuzenica, vse v mojem mandatu, pa mislim, da tudi v preteklih, preden da sem sam prišel, nikdar ni zaostajala z plačili po zakonitem roku, torej do izvajalcev. Sam se zavedam, če delo naročiš, ga je treba tudi plačati. V nasprotnem primeru, veste, kaj se dogaja s podjetji. Tudi samomori so se dogajali v Sloveniji zaradi velikih projektov, ki je nekdo naročil, potem pa zaradi razlogov takšnih, zaradi enega velikega stadiona, ne? Ja, recimo, to je en tak ključen primer, ki še vedno ni zaključen. Tega si občine Vuzenice sam kot župan seveda nikdar ne bom privoščil, pa ne me stane tako ali drugače. Ja, gospod Vernik, to je tudi del vaše naloge, ste tajnik občinske uprave, verjetno zraven priprave proračuna skupaj z županom, skrbite tudi, da občina deluje po črki zakona. Pa me zanima, vas bom takole vprašal, kaj vam pri vašem delu povzroča največ sivih las? Kje so tiste največje težave, če sploh so? Težave so vedno. Zdaj moramo ločiti mogoče nas manjše uprave, pri nas je zaposlenih 5 uradnikov in strokovna sodelavka, od nekih večjih uprav, kjer je že sam en oddelek številčnejši, kot smo pa mi. V osnovi je delo zelo podobno. Ja, v osnovi je pa delo isto. Struktura našega proračuna je ista v Ljubljani in v Vuzenici. In ločiti v tem smislu, da delo tajnika na manjših občinah ni samo v nekem vodenju, organiziranju, skrbi za zakonitost, ampak v bistvu jaz tudi vodja večine projektov, delam na samem prostoru do podrobnosti. Seveda, ko je proračun tu z županom, dnevno, sprotno usklajujemo zadevo in dela je veliko, je zelo raznovrstno, seveda pa ni tako številčno, recimo po primerih, po zadevah, kot pa v nekih velikih občinah. Tako da, recimo jaz pa moj strokovni sodelavc v bistvu obdelama praktično cel proračun, seveda nekako razdeljeno, jaz imam bolj ta gospodarsko-komunalni del, pa prostor, kolega ima bolj družbo, socialo, stanovanja in v bistvu si vpet v vsa dogajanja, ki se v občini so in jih moraš v bistvu obvladati. In omejen sredstvi,
Seveda. Če tudi morda ne bi bilo tega toliko treba, kot je že gospod župan omenil, ne, država svoje naloge ne upravlja tako, kot bi morala. Ne, in celo, kolikor se spomnim, je premijer Šarec zagrozil, da če bi slučajno poslanci izglasovali, da se ta povprečnina, o povprečnini smo govorili, ne, zviša, vsaj se približa zakonskim določilom, da bo padel proračun oziroma da tega proračun ne vzdrži, ne, kar je verjetno za vse župane ni bila ravno najbolj spodbudna novica. Za kar vseeno. Treba je pojasniti, če dovolite. Ja, izvolite. Zdaj, problem je v tem, da če nekdo da takšno izjavo, kot da občina nima fiskalnega pravila. Tudi občina ima fiskalno pravilo dokot. In govoril sem prej o prihodkih in odhodkih. Vedno mora biti usklajene. Nekaj so pa zakonske naloge, ki nam jih država naroča in mi, vse občina Uzenica, do potankosti izvršujemo tisto, za kar imamo napisan zakon. Zanimivo pa je, da država do občin tega ne počenja. In gospod Marjan Šarec, veste, sama sva bila boj 3 leta nazaj tudi v predsedstvu skupnosti občin Slovenije, ker sem sam, in tudi gospod Šarec je bil, tudi v njegovi pisarni, ker je županoval. Začel je isto 2010. leta, kot jaz, da je zelo hitro pozabil, kakšne stvari smo imeli, prav takšne, ki jih imamo tudi letos. In govoriti danes o fiskalnem pravilu samo z državnega nivoja in postavljati pravzaprav proračun za leto 2020, da z finančnega ministrstva ali boste sprejeli takšnega ali pa jaz odstopim. To je bilo isto. Spoštovani svetniki občine Uzenica, pripravil se osnutek proračuna. Če ga ne boste sprejeli takšnega, kot sem ga pripravil, svojo občinsko upravo odstopim. Morda bi bilo kateremu všeč. Morda bi bilo tudi kateremu izmed Slovencev všeč, da bi kdorkoli danes odstopil. Zaradi takšnega mačehovskega odnosa države do občin. Predvsem pa ne razumem poslancev. V prvi vrsti so občani. Ampak volilni sistem je pa ključen za to, da se pač politična disciplina, razumete, je pa tista, če vidimo, da ima ta roža rdeč cvet, ga morajo videti zelenega. Približno. Razmišljanje. In se izpostavljati se tudi kolegom poslancev, ki prihajajo tudi iz Koroške, pa je bilo za moje pojme nedopustno, da celo v imenu ene poslanske skupine gre komentirati. Po moji oceni, spoštovani poslanci, če jim še lahko tako rečem, ne poznajo sistema in da nekdo drug napiše njegov govor, ki ga izreče pred širno Slovenijo v državnem zboru. Osebno se to upam trditi, v državnem svetu tega tako ne počenjamo. In sam osebno ne bi dobil toliko glasov elektronski na Koroškem, če bi zagovarjal eno politično opcijo. Zagovarjam stvari iz tistih, ki sem bil tudi izvoljen v ta drugi dom parlamenta. In če vidim, da je potreba v Koroški regiji nasploh, interesna skupina lokalnih interesov ne zagovarja samo svoje regije. Govorimo o temeljnih težavah, ki se zgodijo in žal državni svet nima druge možnosti, kot norijo, ko pripravljajo proračune, ko pripravljajo zakona, jih ustavimo z vetom in damo v ponovno odločanje državnemu zboru, da bi se končno spoznali, da imamo argumente za to. In enako je bilo tudi pri državnem proračunu. In zato, da ima država in da se bo koncem leta 2020 lahko nekdo, finančni minister, pohvalil, da ima najboljši proračun v Evropi. Zaradi tega, ker je imel 600 milijonov presežka. A veste, je pa žalostno. Mi se pa borimo za tisto, kar nam država daje in seveda bomo prikrajšani in občanke in občani v širšem Sloveniji bomo prikrajšani za tisto osnovno infrastrukturo, ki jo občine potrebujemo. Samo še zrak bi nam zakon naložili, da ga moramo financirati ne vem komu. Rabimo vodo, rabimo kanalizacijo, rabimo ceste. In če tega ni, ni razvoja. In tega bomo v prihodnjih letih delali zelo malo. Pa seveda dejstvo 24% črpanja evropskih sredstev ob koncu finančne perspektive 2020, ki se končuje, pa poslušam poslanca, ki ti razlaga, da smo občine za to krive, da tega ne črpamo. Občine bi črpale, občine želimo črpati, ampak lastnega deleža, ki ga moraš dati, bo po proračunih manj. In to je bilo tudi temeljno moje vprašanje, ali se zavedate, ministri, predsednik državnega zbora,
predsednik vlade, poslanci, ali se zavedate, če bomo neučinkoviti in na kakšen način. In tukaj smo občine predvsem zapostavljene tiste, ki smo manjši. Čisto moje razmišljanje, ali si pa nekdo želi, da bi se nekako občine ukinile, vse predvsem tiste majhne. Enaka zgodba je z regionalizacijo. Če bojo na enak način želeli ustanoviti regije, kot so občine, občin 212 da, financirane ne, regij 10, 12, 14 da, v zadnji pa nimamo, kaj bo pa pomenilo, a financirane pa ne bo. Prvo je treba določiti, kaj je potrebno, potem pa seveda se pogovarjati o številu. Enako je bilo z občino. Zdaj govorimo, da je občin preveč, politiki govorijo občin preveč, če pa vprašaš ljudi, kakšen je bil pa preboj in razvoj skupnosti, ki so nastale iz ene velike občine majhne, se pa vidi znatno velik napredek. In kakšen preboj še čaka občino Vuzenica, takoj po glasih. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli nazaj, še vedno smo v koroški občini Vuzenica. Gospod Verdnik, pogovarjala sva se o proračunu, vmes se je še gospod župan malo vključil in smo razpravljali o tem, kako država ne izpolnjuje svojih zakonskih obveznosti od občin, pa zahteva, da se držijo zakonov. Seveda, vedno se vse zalomi pri financah, nikoli jih ni dovolj. Država še dodatno poskrbi za to, da jih ni dovolj, če tudi je trenutni premier nekdani župan in bi morda to moral nekoliko bolje razumeti. Pa me zanima, pomeni to, da se zdaj usmerjate tudi bolj na črpanje evropskih sredstev, čeprav tudi tukaj vemo, da so velike težave. Slovenija nasplošno nekako ni znana po tem, da bi ta sredstva črpala zelo kvalitetno in učinkovito, čeprav pravzaprav gre to za denar, ki smo ga tako in tako dali, se pravi svoj denar nazaj. Ja. Kako je na tem področju v občini Vuzenica, se fokusirate na čim več teh evropskih sredstev? Mislim, da tudi nasplošno za vse občine v Sloveniji lahko rečemo, da so fokusirane na pridobivanje evropskih sredstev in mislim, da v večini tudi uspešne. Tudi občina Vuzenica je bila v zadnjih, od leta, če rečemo 15-16, zelo močno financirana strani evropskih skladov, predvsem kohezijskega sklada. Mi smo zgradili skupaj z občinami Dravske doline čistilne naprave z povezovalnim kanalizacijskim sistemom. To je bil zelo velik projekt, kaj takega si, 10-15 let nazaj brez evropskih sredstev seveda nismo mogli zgraditi. Po uspešno končanem tem kanalizacijskem sistemu dograjujemo sekundarne vode, da seveda napolnimo čistilno napravo z predvidenim številom populacijskih enot, se pravi hiš, ki jih priključimo na kanalizacijski sistem, tako da tu ta naloga konstantno poteka in si seveda želimo in tudi pridobivamo evropska sredstva na tak način. Lotili smo se pa enega velikega projekta vodooskrbe v Dravski dolini, ki poteka od Dravograda do občine Podvelka. Kjer so tudi težave, če se ne motim? Težave so vedno in povsod, zato smo tudi, da jih rešujemo. To mislim, da je več občin združenih, drži? Tako, od Dravograda do Podvelke, se pravi Dravograd, Muta, Vuzenica, Radlje, Podvelka, bo nastal en velik skupen vodovodni sistem, ki je zelo močno sofinanciran strani kohezijskega sklada, 86,2% dobimo, davek tu ni plačljiv, tako da smo kar močno odvisni in seveda smo veseli za to, da smo pridobili ta evropska sredstva. Sama občina Vuzenica, če tako rečem, je pred zaključkom projekta na našem teritoriju, nekaj še moramo narediti na vrtini, malenkosti na sistemu, ki smo ga že zgradili, potem pa nas čakajo še te naloge, ki so skupne vsem 5 občinam, skupni nadzorni sistem, telekomunikacije, mogoče še obnova obstoječih objektov in jaz mislim, da bomo tudi v kakem letu, 2 pripeljali ta projekt do konca. Se pravi, ta dva kanalizacija in vodovod sta bila zelo močno sofinancirana in pa tudi vrednostno kar visoka. Investicija vodovoda nam je tako v bistvu za 2 milijona evrov dvignila proračun in seveda to so dobrodošla sredstva, brez katerih se take velike investicije v malih občinah ne dogajajo.
Zdaj, v naslednjem obdobju seveda nadaljujemo z vodovodom. Se pravi, govoriva o novem proračunu? Tako, v proračun 2020 je vodovod še prisoten, kar z močnim deležem. Se pa lotevamo tudi novih nalog. Govoril sem že o kanalizacijskem sistemu. Z evropskimi sredstvi bomo sofinancirali omreženje industrijske cone z kanalizacijo in priključitev na čistilno napravo. Tu je tam okoli 350 tisoč evrov, ker 100% dobimo sofinancirano iz enih sredstev iz razvoja regij, in pa iz istih sredstev bomo šli v projekt kolesarske poti iz Vuzenice na zaselek Sveti Vid. Tu so pa sredstva še višja, kar 650 tisoč evrov bomo dobili. Tu je samo treba DDV poplačati, ostalo pa bo iz teh evropskih virov sofinancirano. Tako da za kar veliko zadev koristimo evropska sredstva. In bi rekel, to ljudje najraje vidijo, ker nekako je občutek, da delo župana, dobro ali slabo, občanke in občani oziroma volivke in volivci ocenjujejo predvsem po oprijemljivih stvareh, se pravi, to je pa verjetno infrastruktura se najbolj vidi, ne? Čeprav so včasih neke finančne težave, ki jih je treba sanirati, pa tega ljudje ne vidijo in ne znajo toliko spoštovati, ampak žal je tako, da se pri teh opremljivih zadevah najprej vidi oziroma najprej oceni župana in celotno vodstvo, ali so svoje delo opravili dobro ali ne. No in zdaj, ko smo pri teh zadevah, kot so kolesarska pot, ste dejali, da boste jo še podaljšali, tukaj pa gospa Lorenci Kričej, pridete vi na vrsto, ko vam kolegi poskrbijo za dobro infrastrukturo, kolesarska proga. Vemo, da kolesarski turizem je v zadnjih letih precej v porastu. Potem pa verjetno vi začnete razmišljati, kako čim več turistov in seveda tudi domačinov privabiti v občino Vuzenica. Točno tako. Torej, kot ste omenili, kolesarjenje, Dravska dolina dobiva eno skupno kolesarsko pot oziroma kolesarsko stezo, ki seveda se bo navezala na kolesarsko pot, ki prihaja iz Avstrije in potem se še deloma gradi po dolini, deloma je že izgrajena in seveda to je ena nova priložnost za vse občine, ki smo ob tej poti. Tudi občina Vuzenica ima neposredni dostop na to pot, čeprav smo na desni strani reke Drave, pot pa gre po levi. In kolesarski turizem tudi že leta opažamo, da skozi Vuzenico po desni strani reke Drave prihaja ogromno gostov. Seveda nekateri so tu samo prehodni, se samo peljajo skozi, spet drugi se ustavijo in seveda si želimo tudi neko zgodbo potem zgraditi oziroma jih privabiti, tako kot ste rekli, tja v našo Vuzenico. Zdaj sicer sva govorila večinoma o kolesarskem turizmu, so pa seveda tudi druge oblike turizma, pa me zanima, kje mogoče vidite največji potencial, kar se tiče turizma občine Vuzenica. Verjetno naravna veduta vam daje kar precej možnosti. Točno to. Kje še vidite, kje so še rezerve mogoče? Vuzenica je res bogato kulturno-zgodovinsko ozadje, lahko rečemo, kar najstarejših krajev v Dravski dolini in imamo številne spomenike, ki nas na to spomnijo, ki smo jih tudi, seveda je občina Vuzenica zelo dober gospodar teh spomenikov in so jih postopoma tudi obnavljali. In pa seveda drugo, kot ste že omenili, naravne danosti, torej ta naša pozicija bi rekla kar v osrčju Pohorja, med reko Dravo in Pohorjem. Dva taka močna elementa, ki pa seveda se sami tudi zavedamo, da ju še premalo izkoriščamo. Predvsem reko Dravo se vedno bolj poudarja in se tudi dela na tem, da bi se je ne več samo bali, ampak da bi si upali tudi zapluti po njej in videti svet tudi iz gladine reke. Tako je, ker nekako reko Dravo povezujemo predvsem pazi, da ne boš noter padel in se ti bo kaj zgodilo, ne? Bi pa morali jo vzeti kot del našega vsakdana in kot
naravno danost, ne, kot bomo rekli plus točke, da tako pa domače rečem. Točno to. Večkrat se sprašujemo, odkje nam, ki živimo ob reki Dravi, ta strah pred to reko, ker mi sedaj v sklopu tudi občinskega praznika in drugih dogodkov pripravljamo razne veslanja po reki Dravi in ko ljudje to doživijo, ker je pravzaprav seveda v letih preden so elektrarne se zgradile, so ljudje reko Dravo bolje poznali, jo tudi uporabljali, potem pa je to bilo zatišje in sedaj, ko jih spet popeljamo na reko, rečejo, joj, kako je krasno, ne? Saj si nismo predstavljali, pa kar neke vrtince imamo v glavi, kam nas bo potegnilo, ampak to sploh ni to, reka Drava je ena taka seveda v mirnih časih, zna biti tudi divja, smo tudi letos že imeli to izkušnjo, ampak v mirnem toku je to res ena krasna naravna danost, ki jo moramo izkoristiti. Se pravi tudi domačine, tako rekoč prepričati v to, ne samo tiste, ki prihajajo od drugod, se pravi domačine iz Vuzenice in tudi okoliških krajev. Seveda, ker če bomo domačini to znali prikazati oziroma uživali v tem, kar ponudimo drugim, bomo seveda navdušili večjo množico ljudi. Vemo, da reklame doživetja so najboljša, grejo od ust do ust. In seveda turizem se ne da graditi oziroma neka atrakcija ali doživetje se ne da graditi iz danes na jutri, ampak je to en postopek. Tako da mi se res trudimo, no, da bi Vuzenico kot celoto, torej tudi z Pohorjem, z pohodniškimi poti, kolesarjenje po Pohorju recimo tudi, potem smo seveda močno povezani oziroma imamo dostop do smučišča Kope, ki je tudi eden od vzpenjajočih se zvezd Pohorja, kar je super za nas in seveda za vse občine, ki so tam vpletene. Ja, nekako bi rekel, da nasplošno je potrebno najprej poskrbeti za lastne občanke in občane, da nekako kraj oziroma občina živi in potem lahko privabi turiste, ker verjetno nek mrtev kraj, da tako rečem, tudi turistom ni zanimiv, ne? In tukaj se mi pa zdi, da kar dobro delo upravljate, predvsem, če se zdaj navežem na Vuzeniške dneve, ki verjetno tudi spadajo pod vaše okrilje. Točno tako, in občinski praznik, ki je del teh Vuzeniških dnevov. Kako je bilo letos? Mislim, da so tam avgusta. Ja. Torej, Vuzeniški dnevi so praznik občine Vuzenica in so bili letos 25. po vrsti. To je, bom rekla, en tak festival, 10-dnevni festival v tako majhnem kraju, kot je Vuzenica. Pripravimo okoli, lahko rečemo, 50 prireditev, od športa, kulture, zabave, potem verskih dogodkov, seveda, ker je to okoli 15. avgusta, ko je tudi občina Vuzenica praznuje svoj praznik. In tukaj se kaže tisto glavno, na kar smo zelo ponosni, to, da znamo občani in občanke stopiti skupaj, posamezniki, društva, organizacije, stopimo skupaj in pripravimo ta dogodek. Se pravičujem, da vas prekinjam, so bili te Vuzeniški dnevi letos kaj drugačni, posebni, glede na 25. obletnico? Mi se vsako leto trudimo, da nekaj dodamo, da ali izboljšamo, mogoče tudi kaj ukinemo, če vidimo, da to ni tisto, kar bi bilo ljudem všečno. Tako da seveda, mislim, da bi zdaj naštevala vse te presežke, ki smo jih letos dosegli na teh dnevih. Jaz sem izredno ponosna na to, kar nam je uspelo in seveda brez podpore župana oziroma občine Vuzenica in vsakega posameznika, ki svoj prosti čas v poletnih počitnicah daruje za to, da naš kraj živi, da privabimo. Jaz mislim, da okrog, ne vem, od oka 15-20 tisoč ljudi v tistih 10 dnevih Vuzenico je to kar en svojevrsten rekord. In je to nek način, da kraj živi in da morda privabi tudi ljudi od drugod, to ohranjanje neke tradicije? Ja, pri nas se je izkazalo, da je. Tudi tekom leta imamo mi ogromno prireditev in tako, kot ste vi prej dejali, najprej poskrbimo za svoje občane, so oni zadovoljni in oni potem širijo to dobro ime,
to dobro dogajanje tudi navzven. In seveda take prireditve, recimo lahko kar rečemo, da so Vuzeniški dnevi en glavnih turističnih produktov v naši občini. Največ ljudi privabi, seveda je tukaj potem tudi romarski turizem v Vuzenici zelo razširjen, ker le imamo tam dediščino, ki jo je zapustil Slomšek, ki je pri nas služboval tudi cerkev in pa z župniščem. In seveda, vse leto se je potrebno truditi, ne, da vsakega nekaj drugega zanima. Nekdo je bolj na športu, drugi je bolj na veri, spet tretji je bolj normalno, ne, ne vem, gozdovih in tako naprej. Hvala lepa. Gospod Lampret, tudi vaša naloga, vi ste podžupan, verjetno skrb za občanke in občane. Pa me zanima, katera so pravzaprav tista vaša področja, za katera ste kot podžupan zadolženi? Ja, v prvi vrsti sem zadolžen za vodenje sej in pa koordinacijo dela odborov občinskega sveta, ker to je pač ena naloga, ki jo mora nekdo koordinirati, da se zadeve pripravijo pred sejami občinskega sveta, da se uspešno pripravi gradivo in pa tudi samo vodenje. Po drugi strani pa sem še seveda tudi član tega komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, predsednik statutarno-pravne komisije in pa predsednik sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki tudi ima eno od pomembnih nalog v samem delovanju občinskega sveta in v same občine kot take. To je verjetno zelo pomembna naloga. Seveda promet je tisti, po katerem nas ocenjujejo, po drugi strani je pa varnost prometu tista, ki lahko povzroča tudi največ žrtev in pa največ škode. Seveda zato se predvsem poslužujemo teh preventivnih aktivnosti. Mi imamo v tradiciji že kar nekaj takih aktivnosti, s katerimi pač spodbujamo bolj odgovorno in pa profesionalno vedenje v prometu. Začne se seveda to v šoli in vrtcu. Mi imamo vsako pomlad razne prireditve, kot so kolesarčki, jumikar in podobno, s katerimi najmlajše spodbujamo k varni uporabi koles, čelad na kolesih, potem pravilnemu prečkanju ceste, seveda sploh spoznavanju prometnih predpisov in pa vzgoji v prometu. Potem uspešno delujemo vsako leto v okviru Evropskega tedna mobilnosti, kjer pač tudi dajemo največji poudarek tem pešcem in tudi aktivnosti občine so precej prilagojene tem aktivnostim. Tudi ta izgradnja kolesarskih poti in pa pločnikov je seveda en prispevek k temu, da bo ta varnost v prometu in pa predvsem varnost šolskih otrok na poti v šolo in pa iz nje na višji ravni. Seveda pa tu ne zanemarjamo tudi ostalih. Vsako leto naredimo posvet o obnovitvi cestno-prometnih predpisov, ki ga organiziramo skupaj z Društvom upokojencev in pa Društvom invalidov, in na njem praktično vedno s pomočjo Agencije za varnost prometa prikažemo določene prometne situacije s temi preventivnimi napravami. Letos smo imeli to napravo vrtavko, ki daje človeku občutek, kaj pomeni varnostni pas, pravilno sedenje in pripenjanje vozilo v primeru, da se vozilo obrača. In pa seveda na teh posvetih vedno spregovorimo o novostih v cestno-prometnih predpisov. Naši občani so prav z pozornostjo in pa, da tako rečem v navednicah, z radovednostjo poslušali nasvete in pa praktične prikaze na posnetkih okrog pravilne uporabe krožišč, zlasti teh dvokrožnih, in pa tudi glede uporabe avtocest, ki jih pač na Koroškem žal nimamo, pa naši ljudje tudi seveda jih občasno uporabljajo. No, to ste dali dobro iztočnico, izvolite, pa bomo potem nadaljevala še o tej avtocesti. Seveda, tu so potem še tudi vsi ostali predpisi, nasveti za varno vožnjo v zimskih razmerah, varno hojo pešce v prometu, zato tudi potem razdelimo te odsevna telesa in tako naprej. Moram reči, da naši občani to s pridom nosijo in da se to tudi pozna na večji varnosti prometa. Seveda pa vedno poudarjam to, da smo starejši, starši, detki, babice in tako naprej, vzgled otrokom, in tu
je tisto, kar največ šteje v prometu, ker dejansko lahko predavaš pa trobiš eno in drugo, če te otrok vidi, kako pa ti ravnaš ravno nasprotjo, ne bo kaj dosti od tega. Če pa vidi, da tudi sam greš preko ceste po zebri, po prehodu, da se pripenješ v avtomobilu in tako naprej, potem od otroka tega tudi ni težko doseči. Moram pa reči, da smo z varnostjo v prometu kar zadovoljni, ne toliko stanjem cest, velike napore. Statistika je dobesedno na naši strani, ja. Je pa precej naporov vloženih v to, da bi tudi državne ceste uredili tako, da bi bile malo bolj varne in pa bolj spodobne za promet. Seveda moram reči še tu, da ima občina 108 km gozdnih cest, ki so samo po nazivu in pa po razvrstitvi gozdne ceste, na njih se odvija promet tako kot na vseh ostalih lokalnih cestah, od prevoza otrok v šolo, patronažne službe, odvoza smeti, prevoza mleka, poštne službe in vseh ostalih. In ceste so v redni uporabi in zaradi tega si tudi občina ne more privoščiti, da bo cesto po zimi zaprla, ker po nazivu gozdna cesta nekateri mislijo, da je to tako kot pa v Kočevskem Rogu, ko cesto zaprejo in ni treba zimskega vzdrževanja. Zaradi tega je pri nas to dodaten strošek in pa problem, ker moramo vse te ceste, tudi gozdne, imeti vsako jutro po zimi splužene, poleti prevozne in tako naprej, ob neurjih takoj vzpostaviti promet. Ja. In to je tudi dodatni strošek, ki pa ga nam nihče pravzaprav ne priznava. Ja, to je verjetno precejšen zalogaj, predvsem kar se tiče pritiskov iz strani občank in občanov, ko zapade sneg in pri naravnih nesrečah bi verjetno vsi želeli čim prej, da se zadeve vzpostavijo in verjetno vsak si želi, da je točno pred njegovo hišo najprej spluženo, tako rečem. Seveda, vse to je tudi neka nuja ali pa potreba občanov. Saj, če hodijo v službo, če otroci hodijo v šolo, jim moramo omogočiti, da bojo lahko prišli od doma. Problem je, da je pač ta razpršenost poselitve v naši občini kar precej velika. Tudi kmetije so na višini nad 1000 metrov, kjer so zimske razmere včasih dosti hujše kot pa v dolini. In dejansko moram reči, da v zadnjih letih nekaj večjih pripomb na delo teh služb ni bilo. Tudi ob zadnjem neurju, ki smo ga bili deležni v avgustu, so bile naslednji dan praktično vse ceste prevozne, seveda z velikim naporom tako predstavnikov občine kot tudi vseh ostalih struktur, od civilne zaščite, gasilcev, vzdrževalcev in tako naprej, ampak to praktično smo dolžni občanom, da jih povežemo. In tu je pač tisti segment, ki ga v naši občini res dosledno spoštujemo. No, ste pa eno zanimivo temo odprli, avtocesta. Problematično je tudi, da je cesta, ki je zdaj do vaše občine, je precej nevarna, ne? Tako da verjamem, da vi v občini poskrbite za preventivo in kar se tiče varnosti v prometu in na cestah, ampak težava je z cesto, ki vodi do vaše občine. Tako da predvidevam, da se zavzemate za avtocesto, ki jo čakate koliko, 30 let? Ja, že po tistih prvih, po tistih več. Prvih ocenah naj bi bila že v prejšnjem tisočletju odprta. Vidimo pa, da se še niti prva lopata ni zasadila, pa bo že pred nami je leto 2020, tako da tu je res problem in pa težko si je zamisliti, kot nekateri pravijo, se bi bilo mogoče tudi z obnovo obstoječe ceste zagotoviti varnost. Te ceste niso grajene kot tranzitne ceste oziroma tiste povezovalne ceste, ampak so ceste, ki so bile iz nekih bivših kolovozov ali pa enih lokalnih cest samo z povečanjem kategorizacij glavnem prirejene za to povezavo Koroške, niso pa grajene v takem smislu, kot bi morale biti te tranzitne ceste. Tudi ta cesta po Dravski dolini, vidimo, kljub številnim obnovljenim odsekom je še vedno speljana skozi vsa naselja, skozi te nevarne odseke in tako naprej. In še marsikaj bi bilo potrebno storiti. Zato pa, če hočemo imeti eno solidno povezavo Koroške, je nujna izgradnja nove
prave prometnice, ki bo povezala Koroško z ostalo Slovenijo. Po oglasih pa še zadnji del oddaje. Spoštovane, spoštovani, dobrodošli še v zadnjem delu oddaje, kjer še vedno govorimo o občini Vuzenica in seveda, kot se spodobi, bomo nekako oddajo končali, žal nas čas že nekoliko preganja, z županom občine. Pogovarjali smo se že o infrastrukturi, turizmu, da je potrebno poskrbeti za družabno življenje v občini, tako mladih kot starejših. Pa bi morda zdaj na konec dal starejšim nekoliko več teže, ker vemo, da se v naši državi prebivalstvo pospešeno stara, sploh tukaj ta vzhodna Slovenija je precej na udaru. Pa me zanima morda vaše stališče, kar se tiče skrbi za starejše prebivalstvo, k čemu se bolj nagibate, pomoči na domu in tem medgeneracijskim centrom, kjer se mladi in starejši skupaj družijo in izmenjavajo izkušnje in živijo socialno življenje, ali domom za starejše? Ja, zelo široka tema, v kateri smo omejena s časom, pa bom poskušal nekako strniti. Zelo pomembno je vse tri segmente, ki ste jih omenili. Seveda občina je v proračunih zagotavlja in predvsem tudi občina Vuzenica je predvsem socialno usmerjena. Ne samo tisto, kar nam zakonom nalagajo. Torej, mi imamo odlične domove na Koroškem za starejše. Vemo, da so ti domovi premajhni za vse tiste, ki bi želeli, da gredo v te domove. Žal, zopet država ne daje denarja, da bi lahko občine gradile domove, da bi lahko omogočila tistim občanom, ki so doma iz Vuzenice, čim bliže. To pomeni, dom je le eno prehodno obdobje, kjer želijo starejši za svojo družbo nadaljevati svoje starostno obdobje. Otroci, vnuki želijo te starše tudi kdaj pa kdaj peljati domov ali popoldan ali čez kak vikend. Če je to oddaljeno, je tu težava. Občina ima na vsakem primeru obvezo iz občinskega proračuna. Torej, zagotavljati sredstva, ki so premajhna tistemu, ki je po zakonu, po socialni odločbi deležen do tega bivanja v domu. Nepredvidljiva postavka, kajti ne vemo, koliko ljudi se bo v tistem letu moralo odločiti za domsko bivanje. Velika postavka, ki občina mora zagotavljati sredstva do tiste višine, ki je pač žal tako predpisana. Drugi del je tisti, kar govorimo o pomoči na domu. Zopet zgodba, država določa mejo cene pomoči na domu. Občina dodaja poleg svojem zakonskem delu, torej približno polovico, še dodaten del, predvsem občina Vuzenica, da ni obremenjen občan z postavko na uro do tiste mere, ki bi jo pravzaprav moral sam plačati. Tretji del je medgeneracijsko povezovanje. Veste, sam sem imel idejo že 2010. leta, da bi v Vuzenici zgradili enoto, podružnico enega izmed domov, Koroškega doma starostnikov, ki ima zdaj sedež v Črnečah, da bi imeli pravzaprav dnevno varstvo starejših. Moja izkušnja z mojimi starši, tudi številnimi ljubčani, ki sem se pogovarjal, veste, ko ti zboli starš, ko ti zboli babica in dedek, imaš težavo, ali boš odšel v službo, ali boš skrbel doma za svoje svojce. In takrat se je porajala ideja potem, da bi v Vuzenici zgradili tudi dom, dnevno varstvo starejših. Ko odižeš službo, starejšega odaš, povsem pod merilom enakimi, ko imamo v vrtcih. Ko greš iz službe, ga zopet vzameš in si v svojem okolju z svojimi najbližjimi. Seveda to medgeneracijsko povezovanje bo še kako prišlo do izraza, predvsem s tem, kar imamo v načrtu v prihodnjih letih, graditi v Vuzenici kulturno-upravni center. Zdaj nimamo pravih prostorov, da bi pravzaprav te dejavnosti lahko, pa jih vključujemo. Marsikdaj, tudi z upokojenci, invalidi, z predšolsko vzgojo, z osnovno šolo dobro sodelujemo, ampak tam bomo pravzaprav imeli šele prave pogoje, da bomo imeli tudi ustrezne prostore, kjer se bo medgeneracijsko druženje lahko tudi v Vuzenici dogajalo pravzaprav v fizični obliki.
Do zdaj Vuzenica takšnih prostorov nima, ima sicer odlično dvorano, ki je pogosto zasedena, predvsem kar se tiče odličnih prostovoljnih društev, prostovoljnih poudarjam, ki delujejo v naši občini, tako na področju športa, kulture, zabave, in tam se tokom leta zgodi, pa da se ne zmotim v številkah, okrog 40 do 50 prireditev v tej dvorani, izredno dobre obiskane prireditve, in če ni to povezovanja medgeneracijskega značaja, potem ne vedim, kje je. Ampak to lahko počenjamo zopet tiste občine, ki imamo prostovoljce, tiste, ki so pripadni eni skupnosti in želijo svojo dušo dati tudi navzven in pokazati tisto, kar imajo širino. Predvsem pa, da so ljudje ob takšnih dogodkih zadovoljni, odmislijo vsakodnevne skrbi in seveda lahko od teh prireditev marsikaj odnesejo, pa se kakšno uro pozabijo na tiste tegobe, ki jih vsak dan doletevajo. Odlično. Všeč mi je, da pozitivno končujemo oddajo. Kaže, da lahko Vuzeničani in Vuzeničanke, tako mlajši kot starejši, z pozitivnim pogledom gledajo v prihodnost. Oddaja je žal pri koncu. Jaz se vam vsem 4 najlepše zahvaljujem, da ste bili nocoj moji gostje in ste vaše misli, spoznanja, želje in videnja delili z mano in seveda spoštovanimi gledalkami in gledalci, katerim se tudi zahvaljujem za pozornost. Zdaj prav gotovo veste več, zato vas pozivam, da se nam pridružite tudi prihodnji četrtek, ko bomo vnovič na glas govorili o aktualnih temah. Lahko noč.